Tole je naprava, ki ji pravimo telefon. Čeprav bi lahko že vse druga, glede na to, da na njej počnemo 1001 stvar. Dobro, mogoče toliko res ne. Je pa dejstvo, da jaz na telefonu dejansko še najmanj telefoniram. Bistveno več berem, pišem, fotkam, snemam in tako naprej. In toliko, kot je tole uporabna naprava, je po drugi strani kriva za veliko prometnih nesreč, ker voznikom jemlje pozornost med vožnjo. Bi rekel, da je že zdavnaj zamenjala hitrost na prvem mestu seznama vzrokov za prometne nesreče. Saj vem, vozniki to obvladamo. Mislim, najmanjši problem je med vožnjo komu odpisati ali pa koga na hitro poklicati, ne? Vmes seveda še pogledaš, da ni kakega policaja, ker kazni dejansko najslabša stvar, ki se ti lahko pri tem zgodi. Kakšna prometna nesreča ali pa poškodba? Meni se to ne more zgoditi. No, če neham s sarkazmom. S Telemachom, ki je z ostalimi partnerji podprl tale projekt, bomo pokazali, zakaj telefon med vožnjo ne sodi v voznikove roke. Pa še tak cool slogan smo si izmislili, pa fine majice imamo. Dokazali pa bomo z ekipo izžrebancev, ki tamle že komaj čakajo, da jim Anže razloži prvo nalogo. Vsak bo tale poligon odpeljal dvakrat. Vozite s fokusom, tamle je štartno mesto, pa v bistvu tudi cilj. Pripeljete se dol v tejle mišnici, obrnete avto v tem kvadratku in se lepo naravnost pripeljete nazaj sem, do tle nekje, potem pa rikverc parkirate avto tukaj noter, pa spet greste sem, pa samo rikverc nazaj na štartno mesto. Tako da avto na koncu je tako postavljen, kot je zdaj. Okay? Najprej brez motečih elementov, potem boste pa še isto vajo še enkrat s telefonom v roki. Prav? Pa ročen menjalnik smo vam dali, tako da bo še bolj fajn. Cool. Najprej vsi vozijo brez pisanja, da jim izmerimo čas, pa da se še malo bolj spoznajo z avtom. Jasno, naj jim bo. Še vedno vem, da bo naslednja vožnja dosti slabša. Čeprav ima Ford enega najboljših sistemov za povezovanje s telefonom, ki se imenuje Sync 4, ga tokrat namenoma ne bomo uporabljali. Je pa to Focus Caravan z bencinskim motorjem in ročnim menjalnikom, tako da bo kar zahtevno z eno roko voziti, z drugo pa pisati, ne? Ja. Andrej, kako ti je šlo? Mi je šlo kar fajn prvi del, pol ko sem se začel pa ovinki se postavil. Kaj to pomeni? Ja, da sem mislil, da bom v kameri videl tiste stožce, pa ni glih tak, ne. Moraš imeti tudi občutek, kje si, ne. Pa malce slabše moram priznati, izbral sem napačno taktiko, da bi odpeljal hitro in morda tudi kakšen stožec povozil. Nisem bil tako pozoren na stožce in sem jih preveč vozil. Kaj pa pričakuješ od druge naloge? Ja, sigurno je težje, ne, ker moteči dejavniki, sploh telefon, praktično nima kaj v rokah iskati. Ne. Da bo še težje, še bolj boš mogel biti pozoren na stožce, pa to gledala, vse gor dol. Tako da bomo videli. Ok, tole so časi prve vožnje brez telefona, zdaj pa gremo naprej v drugi krog. Upam, da telefon preživi, pa stožci tudi. Vsak voženj pomeni pribitek času. V praksi pa vemo, kaj to pomeni, če se preblizu pripelješ oviri in jo podreš, ne? Poškodovan avto. Mi tu danes vse upravljamo pri minimalnih hitrostih, ko pa ti telefon jemlje pozornost pri velikih, pa sploh pomisliti ne upam, kaj vse gre narobe. Andrej, kako ti je šlo zdaj druga vožnja? Druga vožnja je pa bila bolj počasna, ker nisem uspel gledati na cesto in v telefon, tako da sem ugotovil, da 2 minute je bilo razlike pri meni med vožnjama. Še razmeroma v redu, sem samo 3 stožce podrl, sem mislil, da sem imel dosti več. Je pa zelo tako, če primerjaš, če bi rekel to, da je to v realnem svetu, je zbiješ ga kuj, ker ne moreš, gledaš na telefon, nisi pozoren na kaj se dogaja okoli tebe in res to ne priporočam nobenemu, da to dela, ker nikoli ne veš, kaj se ti lahko zgodi. Ti si odgovoren, če koga zbiješ in ni fajn, no. Kaj je bila potem največja težava? Opravljati 2 stvari naenkrat? Ja, težko je se fokusirati na okolico, sploh ker je bilo res ozko in je bilo veliko stožcev, pa hkrati še pisati SMS, ker ne moreš gledati tipkovnice hkrati. Ja, na poligonu je to čisto drugače voziti, kot nekje v mestu pisati SMS, ki ti lahko kamot skoči nekdo pred avto ali to. Tle le več pozornosti posvetiš telefonu.
med vožnjo drugače uporabljaš telefon ali ne? Prostoročno imam. Okay, super, bravo. SMS-ov pa ne, ker dejansko se ne splača, ker zdaj je bilo prikazano 2 minute razlike v vožnji, to pomeni, da bi še lahko komot ustavil pa 2 minute napisal tisti tekst. Ne? Priznam, da se je kdaj že zgodilo, sicer pišem sporočil, ne, včasih dvignem telefon, se pa trudim ne uporabljati, no. Ali pa če že uporabljam prostoročno telefoniranje. Moram priznati, da se včasih zgodi, ampak strmim k temu, da med vožnjo ne pišem sporočil, zato mi je zelo všeč ta funkcija prostoročnega telefoniranja ali pa morda se včasih oglasim, ampak pišem sporočil pa definitivno ne. Se mi zdi, da res zelo omeji našo pogled in okolico, tako da potem se raje ustavimo, napišemo sporočilo in odpeljemo dalje. Ok, Jure je dosegel čas 2 minuti 43:20, kar pomeni, da je 55 sekund počasnejši od prve vožnje, hkrati pa je povozil 5 stožcev, kar pomeni, da ima naš Fokus že kar velik bušk. V praksi bi bilo pa to še kaj slabšega. Aha, ok, Klemen, nisi podaril najmanj stožcev, ampak si dosegel pa najboljše rezultate, tako da čestitam, tale hudi je tvoj. Dobro ga nosi. Hvala. Tole je bila za nas zelo zabavna naloga. V resnici pa smo hoteli pokazati, kako močno vpliva telefon na vas med vožnjo. Se to že vsi vemo, a ne? Ampak nič ne škodi, če s Telemachom še enkrat opozorimo na to težavo in med vas razdelimo 3 takele krasne majčke, če boste tale prispevek delili na Facebooku Volan, da bodo vedeli še ostali. Vozim po umitvah, komuniciram brez.